Dober večer. Ko spoznaš umetnico s toliko talenti, Aljo Eloisi, se zdi, da je na svetu premalo besed, s katerimi bi lahko opisali, kaj vse počne v življenju. Če nekoliko karikiram, človek ob njej dobi občutek, da prehiteva čas, ali kot je rekel Oscar Wilde, zagleda jutranjo zarjo, preden se zdani. Igralka, pevka, pesnica, plesalka in manekenka živi med Ljubljano, Londonom, Moskvo in Alžirijo. Vse bližje pa je tudi Hollywood. Alja Eloisi, dober večer. Dober večer. Kakorkoli obrnemo in če se malo poigramo s terminom večjezičnost, ste poliglot, tako umetniški kot jezikovni. Odkot ta želja, ta nagon po več opravilnosti? V bistvu se mi zdi, da se je samo od sebe rodilo, oziroma po eni strani mi je bilo že malo vzibelko dano, ker sem odraščala v dvojezični družini. Torej z mamo sem govorila slovensko, z očetom arabsko oziroma alžirski dialekt arabščine. In se mi zdi, da to in tudi že zelo zgodnja potovanja v Alžirijo so mi dala en tak odprt veliko širino in potrebo po temu. In se mi zdi, da potem skozi leta, ki so sledila, je vse nekako šlo z roko v roki. Potem sem se v šoli seveda začela učiti vse te tuje jezike, ki se jih v Sloveniji pač učimo. Seveda angleščina, potem francoščina. V gimnaziji sem se začela učiti še ruščino. In jeziki so me v bistvu že od zgodnjih let zelo navduševali in z velikim užitkom sem komunicirala v raznih jezikih in se jih učila. Tako da se mi zdi, da je šlo res vse nekako z roko v roki in z velikim interesom in zanimanjem in nekako podzavestnim sledenjem temu. Čeprav se tega nisem zavedala seveda v otroških letih, da me to nekako vleče in veseli. Omenili ste 5 jezikov, znate jih 9, še francosko, srbsko, italijansko, špansko in poljsko. Ali ste kdaj razmišljali, da bi postali prevajalka? Ja, oziroma mogoče so mi drugi ljudje tudi dajali nasvete. Ampak moram reči, da v bistvu v zadnjih letih mogoče, da sem tudi imela kakšne izkušnje, ko sem nekaj morala prevesti za moj igralski poklic. Recimo, imela sem že avdicije v turščini. Seveda turško ne govorim niti besede. Ta lekcija je bila, kot da govorim kitajsko, ampak nekako s tem znanjem, ki ga že imam, učenja jezikov, fonetike, izgovarjave, moram reči, da sem odlično recimo to turško avdicijo opravila. Ampak ja, me zelo veselijo vsi te jeziki, ampak se mi zdi, da delo prevajalca zahteva eno posebno vrlino, ki lahko rečem, da jo imam, ampak me ne veseli tako kot mogoče igranje v drugih jezikih, pisanje v drugih jezikih, komuniciranje, spoznavanje ljudi. Tako da se mi zdi, da bolj iz umetniškega vidika bi bila bolj prevajalka v teh umetniških vodah. Morda ne še v otroštvu, ampak v najstniških letih, ali ste vedeli, kaj želite početi v življenju, ker počnete marsikaj? V bistvu začela sem s petjem pri 6 letih. Mama me je opisala, oziroma sem šla sama od sebe v pevski zbor, šolski pevski zbor. Potem sem sorazmerno začela peti v večjih pevskih zborih in nekako sem temu sledila, veselilo me je, ampak do te prelomne točke, ko pa sem se zavestno odločila, pa se spomnim zelo točnega trenutka, ko sem pri 12 letih začela igrati v šolski dramski skupini v osnovni šoli in tisto leto smo s predstavo tudi zmagali na 6. gledališkem gledaliških sanj, festivalu gledaliških sanj v Ljubljani, v Mladinskem gledališču in takrat sem tudi dobila nagrado za najobetavnejšo mlado igralko. Že pred to nagrado sem začutila takšno notranjo strast in srečo in nekakšen klic, ki je bil nekako istočasen s tem veseljem in srečo do tega, kar sem počela.
Istega leta pa sem tudi začela obiskovati ure solopetja. Tako da nekako v istem letu oziroma obdobju je prišlo do neke te zavestne odločitve, ki je mogoče nisem povsod na široko govorila, sem pa ves čas nadgrajevala te hobije, ki so takrat bili hobiji. Mama me pa ves čas umetniško zelo podpirala in me vozila na vse te zadeve, me vpisovala še na kakšne nove pevske zbore. Tako da, ja, takrat je prišlo do te zavestne odločitve, se prav spomnim, ko sem bila na šolskem WC-ju pred predstavo, ki smo jo igrali takrat in potem pa še po predstavi. Prav spomnim se tega točnega trenutka, ko sem šla potem po stopnicah dol in sem začutila, da to je to in res sem v bistvu po tej strani tudi zelo hvaležna moji mami, ker me je zelo podpirala, da sledim temu, kar me najbolj veseli, da sledim temu notranjemu ognju, da se vprašam, kaj je to, kaj je ta iskrica, kaj mi to iskrico prinaša in da je treba ta ogenj v življenju samo ves čas kuriti oziroma ga nadgrajevati oziroma postavljati drva gor, da samo še bolj gori in gori in gori in ne da ugasne. Tako da, ja, tako je bilo. Če se samo z enim vprašanjem dotakneva vaše manekenske kariere, imamo jo za nekako bolj plitvo, na estradi, vse je lažno, vse je falso, pele zabranjeno pušenje. Kako ste se znašli v tej vlogi, kajti kot igralka igrate v resnih umetniških zadevah? Z modelingom oziroma manekenstvom sem začela pri 19 letih, ko sem se preselila v London. To je bil začetek novega poglavja v mojem življenju in manekenstvo me je po eni strani nekako vleklo, ampak se mi zdi, da tudi zaradi tega nekega umetniškega vidika, ki pa ga manekenstvo vseeno lahko ima. Ampak ko sem jaz začela z manekenstvom, me je na začetku izjemno veselilo, ker mi je bilo nekako iz igralskega vidika tudi pač kar vznemirljivo in v zadovoljstvo. Po parih projektih, ki pa so bili zelo intenzivni, so si sledili zelo hitro eden za drugim. Pa se prav spomnim tudi trenutka, ko sem bila enkrat po tem projektu čisto prazna. Notranje, čisto prazna in takrat sem se odločila, da kokar je manekenstvo mi vseeno v zadovoljstvo, ga na polni delovni čas oziroma full time po angleško ne bi mogla več delati oziroma da me dejansko ne izpopolnjuje in sem v bistvu se takrat tudi še bolj usmerila v umetnost, v igro, v petje v Londonu in sem nekako manekenstvo dala na part-time oziroma na občasni delovni čas. V prioriteto pa sem si postavila res igro in petje in potem so se mi stvari in vse zadeve na teh dveh področjih tudi začele veliko bolj odpirati. Tako da moja izkušnja je zelo fajn, tudi še zdaj uživam v kakšnih takih projektih, če pridejo. Na polni delovni čas pa to ni zame. Dramski krožek na gimnaziji Poljane pa je bila prva resno ukvarjanje z igralskim, recimo, hobijem, malo že poklicem. Takrat ste tudi resno štartali z dramsko šolo Satirikon, ki temelji na metodi Stanislavski, ki je bojda zelo težka. Ali lahko malo obrazložite več o tem? Ja, torej začela sem v šolski dramski skupini v osnovni šoli, potem na Poljanah, pa sem igrala v francoskem gledališču in v teatru klasikov eno leto, oziroma zadnje leto na Poljanah, ko sem jih obiskovala in uprizorili smo Medejo. Istočasno pa sem zadnji 2 leti, se mi zdi, da gimnazije začela obiskovati omenjeno šolo po sistemu Stanislavskega. Jaz sem zelo hvaležna, da sem takrat prišla v stik s tem sistemom in da sem imela ta prave učitelje za prvi kontakt s tem stikom, ker Viktor Ljubutin in Vanja Slapar, ki sta ustanovila to šolo in ta šola še vedno deluje, sta mi dala toliko enih osnov,
kar se tiče tega sistema, ki v bistvu je temelj vseh igralskih sistemov, ki so se kasneje razvili ravno iz tega sistema Stanislavskega, ki izhaja iz Rusije. In da sem te temelje še kasneje tudi v študiju v Moskvi nekako uporabila oziroma so mi bili v veliko pomoč, ker v Rusiji, v Moskvi sem bila edina tujka v svojem razredu na njihovi akademiji GITIS, Ruska akademija dramskih umetnosti, in sem morala 5-krat več delati kot vsi moji sošolci, ki so bili Rusi, ampak ravno te temelji, ki sta mi jih dala Viktor in Vanja s tem sistemom, ki me je nekako preobrazil in mi tudi dal veliko odskočno desko tudi na sprejemnih izpitih, so mi bili v veliko pomoč in sem se vedno znova vračala k njim, ker v bistvu študij je bil nekako nadgradnja tega oziroma ja. Da sem sama spet, ne najdem več poti, ne nazaj, ne naprej, ne po bližnici, ki je tista pot, ki je tista moč, ki vodila življenje, je moje nekoč. Domov v srce, hočem nazaj v srce, a hoditi želim si svobodno naprej, ki je tista pot, ki je tista moč, ki vodila življenje, je moje nekoč. Gre v refren. 2, 3. Dvigne krila s teboj, postanem ptica s teboj. Dvigne krila z menoj, nikoli proč od tu, nikoli proč od tu. Jaz dvignem krila s teboj, postanem ptica s teboj. Dvigne krila z menoj, nikoli proč od tu. Grem le naprej z ognjem v očeh, pred seboj vidim luč, ki me vodi tja, kamor se srčne ptice tako rade zahajajo. Tu te najdem spet in odprem srce, odvrženo klep, ki me ščitil je, svojo pot si obljubim najti vsaki temi. Pred Moskvo ste odšli v London, čeprav bi morali iti v ZDA, kamor so vas sprejeli na Akademijo dramskih umetnosti. London, ZDA, zakaj se Združene države niso uresničile in kaj ste se naučili v Londonu, ker ste pred 19 letih bili odvisni sami od sebe? Ja, to so bile kar lekcije življenja. Jaz sem v zadnjem letniku sem se intenzivno pripravljala na sprejemne izpite za omenjeno akademijo v ZDA z Viktorjem iz šole Satirikon in aprila se spomnim, da sem imela sprejemce, šla sem v London in sem bila tudi sprejeta. Zdaj ne vem, koliko veste, koliko gledalci poznajo ameriško situacijo. Študij v ZDA je izjemno drag in jaz sem takrat naredila vse, da bi pridobila kakšne štipendije oziroma čim več nekega zaledja. V parih mesecih to ni šlo. Imela pa sem možnost preloga za 1 leto, torej da bi v bistvu 1 leto nabirala denar in se nekako upisala naslednje leto. Potem pa v tistem letu, ko sem jaz bila prepričana in sem videla samo to šolo kot 19-letnica, seveda sem bila izjemno vesela in ponosna na se, da sem bila sploh sprejeta, ker seveda to je tudi zelo težko. Ampak kako me je potem življenje peljalo v London, ker v bistvu prvotni plan je bil, da pridem tja samo za nekaj mesecev in prakticiram angleščino in nek čudež se bo že zgodil. Mogoče dobim en modeling projekt za, ne vem, 50 evrov in si bom pokrila cel študij. No, vseeno, neka ta naivnost je bila, ampak ogromno samodiscipline in organiziranosti pa sem jo vseeno premogla in nekaj mesecev se je sprevrglo potem v 3 leta. Tako da potem sem ugotovila, da teh ne vem, koliko jurjev ne bo padlo iz neba in da očitno... Ja, ampak je bila kar težka odločitev. Jaz se še zdaj spomnim, kako me je mami prišla obiskat v London po parih mesecih.
čisto tako, da ona tudi obišče London in začetki so bili polni adrenalina, potem pa sem se začela soočati tudi s težkimi trenutki, tudi domotožja, tudi v bistvu kako naprej in moram reči, da sem šla čez ogromno univerzo življenja, ker ja, sama sem se preživljala, sama sem si ustvarjala tam življenje praktično iz nič. Šla sem z enim coachkom tja, ker prvotni plan je bil samo nekaj mesecev, ne? Potem pa sem se začela bolj odpirati tudi temu, da London je vseeno velika prestolnica glasbe in igre in da imam veliko možnosti tudi tam, če se temu odprem in delam na temu. Ne? Sej, če se bom nekam usmerila, enkrat bo to že moralo zacveteti. Tako da ja, ne bom nikoli pozabila trenutek, ko sem na podzemni, sva šla z mami dol in sva se pogovarjali ravno o temu, da ja, zdaj pa ura tika taka, ne, verjetno ne bom šla v Ameriko na to šolo in sem se jokala tam na podzemni in ja, osebnostno sem veliko prebrodila takrat, ampak tudi se še bolj opolnomočila in se še bolj postavila na svoje noge in sem vedela takrat, da v bistvu ta šola res ni edina in da bom poskusila tudi na angleških šolah, potem ta Rusija je pa tudi prišla čisto sama od sebe. Čisti obrat ste naredili. Ja. Na mesto ZDA, Moskva, na študij dramskih umetnosti na akademiji, ki je bojda zelo težka, oziroma vemo, da je težka. Vi ste bili sprejeti po ne vem koliko 5-6 krogih. Kako je potekala ta audicija? Za študenta, ne za igro. Ja, jaz sem najprej kot tujka morala opraviti nekaj krogov sprejemnih izpitov med tujci, ker na to akademijo, torej Akademija GITIS, Ruska akademija dramskih umetnosti, to je največja akademija v Rusiji. Rusija, vemo, je največja država na svetu, ampak ta akademija pa je priznana tudi svetovno, izjemno. In učenci Stanislavskega so tudi poučevali na tej šoli, torej Stanislavski je ta začetnik tega sistema, o katerem smo se prej pogovarjala. In najprej sem morala dati čez nekaj krogov sprejemnih izpitov med tujci, potem pa še z ruskimi kandidati. Tako da kandidatov vem, da je bilo 5000 tisto leto za razred, v katerega nas je na koncu bilo sprejetih 19. Potovala sem nekajkrat v Moskvo, moj potni list ni bil več potni list, to so bile samo ruske vize s turističnimi vizami. Kako pa je izgledalo? Ja, jaz sem imela pripravljen program, s katerim sem morala priti na te sprejemne izpite. Imela sem komični monolog, dramatični monolog, basen, pesem, poezijo, plus moral si biti pripravljen še na kakršnokoli improvizacijo oziroma karkoli ti pač tam rečejo. Jaz sem seveda, preden sem prišla na to akademijo, sem opravila svoj proces, svoje notranje kuhinje, priprav itd. Potem sem prišla tja, zbrana in nekaj so nas poklicali notri, smo se usedli tako na stole, tam je bila pač žirija. In potem, ko so te poklicali gor, si se moral predstaviti in takoj poveš ime materijala. Vem, da sem imela en monolog od Tennessee Williamsa, torej povem ime, odkot je in začne monolog takoj. Potem te oni lahko že takoj stavijo, kaj pa še imate, pa greš to, pa to, pa to, pa to. Jaz vem, da v ta zadnjem krogu moj master Mindaugas Karbauskis, režiser zelo priznan iz Litve, ki je tisto leto nabiral svoj razred, mi je rekel, no pa poskusi zdaj Ahmatovo, to je zelo priznana ruska pesnica, imela sem poezijo od nje, v hip-hop verziji. No, take sem dobivala. Ali pa poskusi zdaj to, ker je bil zelo čustven del oziroma zelo čustvena pesem, kjer sem se in jokala in vse se mi je dogajalo. Poskusi to zdaj na komični način in kako v bistvu, ko sem te zelo dramatične in težke, tragične besede res obračala na nek komični način, se cela žirija krohotala in tudi jaz sem uživala, ker v bistvu nisem tega sploh pričakovala. Tako da moram reči, da sprejemni izpiti so bili razburkan ocean.
Končali ste z odliko študij, kar je tudi uspeh. Ja, ne kdorkoli konča z odliko oziroma z rdečo diplomo, kot je to v Rusiji imenovano. Študij je bil res intenziven in sem ponosna na se, hvala, da mi je uspelo na koncu, ker v bistvu res ni bilo težko, čez ogromno čustvenih, osebnostnih preprek sem šla, ne samo jaz, ampak se mi zdi, da vsak v tem razredu. To res ni nek klasični študij, kjer se nekaj naučiš za izpit, prideš tja, narediš komaj za neko oceno, ampak sploh kar se tiče predmeta igre, moraš ves čas izjemno garati, iti čez sebe. Mi smo bili na faksu od 10 zjutraj do 10 zvečer, 4 leta in ogromno tudi strahu, ker v bistvu sploh po prvem letniku, sploh za to akademijo, ker je seveda najtežje, najbolj priznana, po prvem letniku jih zelo veliko vržejo dol. Tako da ta stres je bil prisoten tudi med nami, lahko pa se zgodi, da koga vržejo dol še tudi kasneje. Plus moraš biti izjemno discipliniran, moraš se znati obnašati, ne smeš manjkati kar tako. Ja, se mi zdi, da mi je kar dala eno tako hudo rusko disciplino, ki sem jo prej sicer že imela, samo disciplino, ampak to je bil kar tak trdoživ sistem, ampak mislim, da me je tudi osebnostno, pa seveda tudi umetniško, igralsko izjemno preobrazil in sem zelo hvaležna. Ja, imeli smo ogromno enih še drugih predmetov, ki so nas tudi celovito nekako pripravili na ta poklic, torej nismo imeli samo igre, smo imeli tudi filozofijo, zgodovino, literature in tako naprej. In to mi je bilo tudi zelo všeč, da ta študij je bil zelo celovit, ker v Rusiji status umetnika je zelo visok in zelo pomemben in umetnost oni izjemno cenijo in izjemno se jim gre za to, da tudi izobrazba to vključuje sploh na takšnih akademijah. Po diplomi so sledile audicije, potovanje od audicije do audicije. Imeli ste 2 manjši vlogi v serijah, kot sta Black Mirror in Silent Witness. Koliko so pomembne te manjše vloge, da vas vidijo na sceni, da vas agenti opazijo na podlagi teh malih epizodnih vlog za nekaj večjega? Vse je odvisno. Ne moram reči, da zaradi ene vloge se bo zdaj vse spremenilo, vse je odvisno od raznih okoliščin. Večino časa sploh to ni v mojih rokah. Kar je v mojih rokah je to, da v prvi vrsti, ko dobim jaz audicijo, kar je že to uspeh, da sploh dobiš neko audicijo, da se jaz na to audicijo pripravim maksimalno po svojih močeh in dam vse od sebe, pri tem istočasno uživam in vem, da sem dala vse od sebe, pošljem, potem pa ni več v mojih rokah. Moram spustiti, kar je včasih zelo težko, ampak izkušnje so me že kar naučile, da ali pa če je audicija v živo, ko grem skozi vrata ven, pozabim, izklopim ta gumb. I'd train him to be a beautician, to lay his hands on all those heads of the homely and lowly. Привет. Hola, Hola. ¿En qué puedo ayudarla? eres hasta más bonito que en la foto. ¿En qué foto? Tú eres simpático. Can you hear me? Sure, Sit sure. down immediately. Sure, very sorry. Na snemanju filma Barbie, velike blockbuster uspešnice, ste delali kot stand-in za igralko Sharon Rooney. Kako lahko opišete to izkušnjo? Zelo Barbie izkušnja, zelo rožnata, pozitivna, fajn. To je tako fenomenalno, kako se je vse to skupaj razvilo, ker ko sem jaz tisti dan, prvi dan se peljala na snemanje, nisem vedela sploh, da se gre za tako velik film in se mi zdi, da noben je vedel, dokler ni bil prvi dan na snemalni ploščadi. Snemanje tega je bil en sam užitek, sploh, ker smo snemali vsak dan v Warner Bros. Studijih, v eni taki ogromni dvorani, ki je bila popolnoma preobražena v Barbie svet. Namreč sem snemala vse scene, ki so se dogajale v Barbie svetu.
In meni je nekaj najbolj fenomenalnega, kako pridem na neko prizorišče, na neko snemalno prizorišče in kako je to kot časovni stroj ali pa časovni stroj v nek čist drug svet. Recimo, to je bil časovni stroj v nek čist drug svet, kjer kamorkoli si se obrnil, vse je bilo dejansko Barbie in bil si v Barbie svetu. Kljub temu pa so bili vseeno tudi vsi izjemno pozitivni in dejansko napolnjeni s to Barbie energijo in se je res čutilo, da se gre za en tak zelo svež, pozitivni film in že med snemanjem vseh scen je cela ekipa, sploh tudi režiserka Greta Gerwig, so dobesedno crkavali od smeha in se mi zdi, da vsi smo in tudi ostali so izjemno uživali na tem snemanju in to se mi zdi, da se je zelo dobro tudi preslikalo potem na filmska platna. Ali Greta Gerwig tudi sodelovala oziroma režirala vas kot stand-in igralko? Nekajkrat ja. Jaz sem vsak dan dobila scenarij z besedilom, ki bi se snemalo tisti dan. In nekajkrat se je zgodilo, da moja igralka je morala predhodno iti domov in v bistvu ti res ne veš, kaj se bo tebe pričakovalo. Z namenom ti dobiš scenarij, ampak včasih ne bo treba nič govoriti, včasih bo treba. In moraš biti nekako pripravljen, hkrati pa tudi z neko sproščenostjo vseeno biti v temu in ko je moja igralka morala iti, njene scene pa so že posneli, ampak jaz sem tam še morala biti zaradi vseh teh podrobnosti, čeprav me na kameri ni bilo. Me je tudi režirala, oziroma ker sem jaz v bistvu snemala scene z resnično igralsko zasedbo, torej zraven je bila Margot Robbie in ostale Barbike za tiste scene. In to je tako fascinantno, ker se mi zdi, da normalen človek si ne bi mislil, za koliko podrobnosti se to gre, ampak jaz sem vseeno morala tam stati na njeni poziciji, čeprav se me ne vidi, ampak zaradi vseh teh najmanjših podrobnosti je to nekaj najbolj normalnega v tem svetu, kjer v bistvu stand-in igralce velike produkcije kot Warner Bros., torej res največje produkcije najemajo. In ja, je tudi režirala, ampak je bilo vse zelo prijetno in profesionalno. Omenili ste Margot in Robbija, skratka velike zvezdnike. Margot Robbie. Ja, Margot. Kakšna so pravila obnašanja na snemalnem setu? Vsi mislijo, da se lahko družijo z velikimi zvezdniki, vendar temu ni tako. Mal napačen gib, pa je že hvala za sodelovanje. Ali še to ne? Ja, jaz recimo iz snemanja nimam nobenih fotografij, ker v bistvu imam fotografije iz zajtrka, pa z walkie-talkijem, ampak na snemalni ploščadi jaz ne morem dati telefona ven pa začeti snemati, ali pa jaz ne morem, ko nehamo snemati, reči, Margot, a lahko en selfie, prosim? Zato, ker mene naslednji dan ne bo več. Na delu me bojo po domače povedan skenslali. Tle se mi zdi vse izjemno bazirano na ogromnem nivoju zaupanja v prvi vrsti, hkrati pa tudi profesionalnosti, da vsi te igralci, ki so tam, vejo, da vsa ekipa, ki je okrog njih, je bila nekako posebno izbrana oziroma niso to kar eni, ne vem, oboževalci, ki bojo za sliko z njo naredili vse. In to je seveda čisto razumljivo, seveda mora biti igralec na snemalni ploščadi varen in da je tam, da opravi svoje delo. In nekako smo bili vsi tam s prvotnim namenom, da tam opravljamo svoje delo. Tako da pravila obnašanja bi jaz v prvi vrsti rekla, da so to profesionalnost, prizemljenost in človeškost drug do drugega. Ste pa prav na poseben način spoznali igralca Johna Turturra. Nazadnje sta postala celo prijatelja. Ja, skoraj smo že najboljše prijatelja. Tako malo povem kot skrivnost. Ne, šalo na stran, ampak v bistvu je kar nekaj resnice v temu. Lansko leto sem bila na Sarajevskem filmskem festivalu in svojo akreditacijo sem imela priložnost biti del zelo intimnega pogovora z njim, ki ga je tudi uživo predvajal prvi program bosanske televizije. In imela sem tudi čast mu zastaviti eno vprašanje v povezavi z igralsko kariero, njegovim pogledom na to.
In on mi je zelo lepo odgovoril in res me je popolnoma navdahnil s svojim odgovorom. Ta videoposnetek imam nekje shranjen in res me je zelo navdušil, hkrati pa tudi prizemljil svojo človeškostjo, prizemljenostjo, profesionalnostjo do svojega dela in v bistvu, da on to dela zato, ker to ima najbolj rad in tega sploh ne dela za slavo. In jaz sem tudi taka in želim še bolj iti v to smer. In v glavnem po temu pogovoru sem jaz potem šla v en manjši kino si ogledati en film v sklopu festivala in on je bil ravno pred tem kinom in se obrne in me on sam pozdravi. Oh, hello! Pa jaz tako, oh, hello! Pa jaz tako, how are you? Pa jaz tako, great, thank you. In potem smo še par besed rekla in zelo mi je bilo zadovoljstvo. Potem pa sem ga v Sarajevu še nekajkrat srečala, ko je bil z družino naokrog in me je samo od sebe pozdravil in sva nekaj besed vedno si povedala, tako da ja, čudovita oseba in kot človek in kot igralec, tako da res super. Lansko poletje niste bili samo v Sarajevu, temveč ste nas vse presenetili s pojavnostjo na glasbeni televiziji MTV s pesmijo Give me your time. Kakšno je ozadje nastanka pesmi, v čem pravzaprav poje? Moj zelo dober prijatelj Romel je zelo uspešen londonski pevec. Izhaja sicer iz Nigerije, ampak v Londonu ima zelo cvetočo kariero, pa tudi v Nigeriji. Midva sva že vrsto let prijatelja, spoznala sva se ravno na snemanju filma 355 in od takrat naprej sva bila zelo dobra prijatelja in nekaj let nazaj, torej tisto leto, ko smo ustvarili to pesem, sem bila jaz ravno delovno v Londonu in sem slučajno videla na Instagramu neko njegovo objavo in me prešine takrat, po vseh teh letih najnega prijateljstva, pa midva bi morala sodelovati, kako to, da midva še do zdaj nismo sploh sodelovala. In ga pokličem, mu povem, v Londonu sem. On tako, kako si, In mu povem svojo idejo, da me je prešinilo, da bi morala midva kaj sodelovati, če je za to. Rekel, da je on res za to in da tudi on še nima nobenega takega uradnega sodelovanja z nekim drugim pevcem, torej da je nekako duet na nek način. Potem pa je on stopil v kontakt s producentom Slick Vickom, ki pa je veliki producent za Sony Music in tudi producent kar nekaj pesmi od Wizkid, Tiny Tempa, torej velikih afrobeat svetovnih imen. In čez nekaj tednov smo se dobili v studiu, nismo imeli nobene ideje sploh, kjer smer bomo šli, vedeli smo samo neko afrobeat sodelovanje. In potem je Slick Vick, torej producent, začel neke ritme postavljati, neke elemente dodajati. Midva z Romelom smo začela tam nekaj momljati, v glavnem začel se je kreativni proces. In mi smo v 4 urah napisali pesem, torej besedilo in glasba pesmi, posneli vse vokale in produkcijsko vse dodelali. Potem je v bistvu to samo šlo še v finalni mixing in mastering. Tako da sam kreativni tok je bil izjemno močan in izjemno produktiven in vsi smo bili zelo navdušeni po temu sessionu, kot rečemo v glasbenem svetu, torej po snemanju. Potem pa ena stvar vodila k drugi, začeli smo se pripravljati na izdajo pesmi. V prvi vrsti pa sploh nismo pričakovali takšnega uspeha. Kmalu po izdaji pesmi je pesem bila na velikih glasbenih lestvicah Afrike, na top 100 Nigerije in 2 tedna po izidu pesmi, ko je pa tudi šel še videospot, pa so začele deževati nekako, kako bi rekla, kaplje veselja, da se je najin spot začel predvajati tudi na afriškem MTV-ju in še na 2 največjih glasbenih televizijskih kanalih Afrike, Sound City in Hip TV. Tako da, še zdaj včasih
Ne to, da pozabim na to, ampak se moram kar malo spomniti, wow, to nam je ratalo. Tako da zdaj samo še naprej. Just give me your time, just give me your time, just give me your time, you see. Just give me your time, just give me your time, just give me your time, I'm real. My baby, you know that I'll let you know. We'll take it slow, 'cause I've been here before. You're the reason I waited to make sure that I dated all the pretty ones, 'cause lately I've been loving you more. Podpisujete se kot Alja Eloisi, imate pa tudi srednje ime Hanen. Ja. Sem pravilno izgovoril. Ja. Koliko je to pomembno, saj se imena v Alžiriji, se pravi vaše arabsko ime, ima dejansko pomen. Pomeni velika, nežna, Eloisi je pa francoski priimek. Ja, tako je. Ja, moje uradno ime je Hanen Alja Eloisi. Hanen in Alja sta arabski imeni, torej Alja z Y je arabsko ime in kot ste že povedali, ja, Hanen pomeni nežna, Alja pa visoka, kar so tudi res visoka, namreč visoka sem 183 cm, ne rastem več. V bistvu ja, mene so celo otroštvo klicali po imenu Hanen, potem pa se je zgodil nek klik sam od sebe, ne znam ga niti pojasniti, in se je vse obrnilo v smer Alja. Moja primarna družina me še vedno kliče po prvem imenu Hanen. Tudi družina v Alžiriji me še vedno kliče po tem imenu, kar ne pomeni, da imam kakšno ime raje ali pa da ga zanikam. Ne, oboje sem. Samo za umetniške zadeve, pa tudi za to, kar sem in tudi kako se predstavljam, nekako uporabljam svoje drugo ime, oziroma to sta v bistvu obe imeni, sta prvi imeni, ne gre se za srednje ime. Glede na pomembnost imen pa meni je zelo, zelo všeč, da arabska imena, vsako ime ima nek globlji pomen. Tudi moja dva brata imata arabski imeni in se mi zdi, da je to ena taka lepa smernica za življenje vnaprej in se mi zdi, da v bistvu res nekako ime na nek način opredeli človeka. Pri meni je zanimivo, poznam to zgodbo, da preden sem se rodila, sta moja dva starša, pa še z mojim starejšim bratom, so žrebali imena, torej nekaj opcij arabskih ženskih imen so imeli in ne vem kolikokrat so 3-krat ali 4-krat žrebali, vsakič je prišlo Hanen. Potem pa je bilo še Alja dodano. Trkate na vrata Hollywooda, kot sem že omenil. Koliko je ponudb? Pa bi rekel, da kar dežujejo, no. Skratka, morate nositi dežnik. Ja. Ko letim, obvezno dežnik, sploh v Londonu. Ja. Lahko kaj poveste, kaj več? Ja, šalo na stran. Ja, imam za letos že nekaj projektov nekako planiranih, ampak jaz v bistvu ne to, da ne govorim rada o tem, ker v bistvu ne smem govoriti o tem, ker v bistvu se v tem svetu ogromno pogodb podpiše že vnaprej, že mogoče pred audicijo, čisto zaradi zasebnosti podatkov, za kateri projekt se gre. Tako da tako ali tako ne bi morala zdaj nič povedati, nobenega imena. Ampak po drugi strani pa jaz tudi, dokler se ne znajdem prvi dan na snemanju, nekako se ne oklepam preveč te potrditve, da sem nekaj dobila, ker v tem svetu se marsikaj lahko spremeni. Kot sem prej omenila, ogromno zadev sploh ni v mojih rokah. Ne glede na to, koliko sem jaz mogoče odlično odigrala, ampak mogoče je včasih to čist, rama mogoče nekoga bolj starejšega ali pa mogoče niti nima veze z videzom. Tle je toliko enih zadev odzadaj, plus še zdaj se čedalje več v filmskem svetu poudarja to, da ima v bistvu producent večjo moč od režiserja, tako da v bistvu režiser tudi nima več toliko nekako moči na tem, koga želi.
Ne bom rekla, da je to zdaj za vse, za cel filmski svet, ampak iz izkušenj lahko povem, da veliko takih zadev se zdaj dogaja. Tako da producent, ogromno ljudje še zadaj, ki lahko tudi kaj še spremenijo. Tako da, ja. Bojda še vedno pišete dnevnik. Kaj se bo v njem zapisalo po nocojšnji oddaji? Dobro vprašanje. Ok, bom iskreno povedala. Slengu seveda. Ful fajn snemanje z Gregorjem na RTV-ju danes, ful sva uživala, pa sej to je tudi point vsega, da se uživa in da se imamo fajn in da delamo to, kar nas najbolj veseli. Alja, hvala, ker ste si vzeli čas za oddajo Profil. Hvala vam. Drage gledalke in gledalci, z nami je bila svetovljanka Alja Eloisi, pevka in igralka slovensko-alžirskih korenin, ki si je kljub mladosti ustvarila uspešno kariero in ki še ni rekla zadnje besede ne na glasbeni, ne na filmski umetnosti. Lahko noč.